Nova tretja zaporedna zmaga je potrdila prvo mesto na lestvici. 2:0 proti Gorici je bilo vsaj tako, če ne bolj zanesljivo kot prejšnji dve nad Olimpijo in Rudarjem. Pot prepričljivi zmagi je tlakoval Marko Stavareš. Za kapetana je bil to jubilejni 50. gol v vseh tekmovanjih, odkar igra v Mariboru. Zmago je potrdil Goran Cvijanović, ki je v drugi letošnji medsebojni tekmi proti bivšemu klubu zabil že 3 gole. Tokrat ob reprezentančni akciji ni klasičnega premora, saj je v soboto na sporedu obračun prvega in drugega na lestvici. Vabljeni v Domžale. Gorica, Maribor, 0:1. Strelec za Mariborčane, številka 9, Markoš Tavares. Gorica, Maribor, 0:2. Strelec za Mariborčane, številka 20, Goran Cvijanović. V igro številka 14, Vito Plut. Konec tekme v Novi Gorici. Gorica, Maribor, 0:2. Torej gledalcem se zahvaljujemo za obisk in nasvidenje na prihodnji tekmi. Ja, zdaj je definitivno jasno, kaj moramo delati oziroma kako moramo postopati. Kvaliteto imamo, ko uspemo biti kompaktni, taktično zreli, potem si nasprotnik ustvari zelo malo. Na začetku tekme smo imeli nekaj težav, jasno je, da je za nami težka tekma v sredo, tako da je zmeraj tako, da rabiš nekaj časa, da vse skupaj to po domače rečeno prebiješ, potem kasneje smo pa bili na igrišču zelo dobri in na koncu je izgledalo vse skupaj res zelo mirno. Kapetan je izredno pomemben. Jaz sem jasno kot vsi, kateri navijajo za Maribor, zadovoljen, zelo da je z nami. Enostavno je eno tistih, kateri vse to skupaj pelje naprej zelo dobro. Ja, vendar sem se zmotil. Tak občutek sem imel.
Mislil sem, da bo dobil aplavz res, vendar ni bilo tako. Malce je pa imel tudi neke težave, ni hotel iti ven, vendar se je tikal za mišico, tako da sem se odločil, da ne riskiramo nič. To je zanj nova pozicija. V letošnji sezoni smo ga kar nekajkrat uporabili v centru zvezdne linije in se je pokazalo tako zelo dobro. Tudi proti veliko boljšim tekmecem, kot je bil današnji, tako da od tu uspe napadati globino, ima lep pregled igre in popolnoma zadovoljuje to, kar se od njega zahteva. Tako je. Najprej smo dobili 2 dni prosto, zato ker mislim, da si po taki seriji tudi fantje to zaslužijo. Potem pa od torka naprej nas čaka resno delo, priprava na Domžale. Mislim, da je ta reprezentančna pauza, ki je ne bo dobrodošla, da bomo ostali v ritmu in tako, da bomo lahko tudi malce trenirali. Fantje imajo dober moment in želimo si tako tudi nadaljevati. Ja, lahko rečem, da smo danes pokazali zelo dobro disciplinirano taktično tekmo, odigrali zelo dobro, izkoristili te priložnosti, ki smo jih imeli. Gorica pač ni in na koncu smo zasluženo zmagali in držimo še vedno ta vrh. Dobro, zdaj pač mogoče je to naključje, ampak jaz se trudim na vsaki tekmi zadeti. Tokrat mi je uspelo in jaz verjamem, da bo tudi vnaprej tako, kot je bilo danes. Ne, nisem želel slaviti, to je moja publika, tu sem od 6. leta, tako da jaz se mi zahvaljujem tistim, ki so mi ploskali za podporo, tako da vse naj kaj. Ja, normalno, zdaj igramo še to za ostalo tekmo z Domžalami. Tu nas čaka še ena zelo težka tekma in jaz verjamem, da bomo tudi tu ostali neporaženi oziroma bomo to tekmo dobili. Ja, hvala Bogu, tako da to je bila zelo pomembna tekma. Že zaradi sobotne tako sledi, tako da zaradi naših glav pa to, da dobimo malo samozavesti in da soboto odigramo eno dobro tekmo in da zmagamo in ostanemo na vrhu. Ja, v prvem polčasu res dobro smo stali, nismo imeli najboljše posesti, ampak mislim, da v drugem polčasu smo dobro držali žogo v naših nogah in zabili 2 gola, zasluženo zmagali. Ja, spet bomo igrali samo mi, tako proti Olimpiji, ampak mislim, da je pauza 1 teden dovolj dolgo, da se spočijemo in da odigramo dobro tekmo v soboto.